Poskusili bomo rešiti 4 različne tipe enačb, ki nam bojo vse dale različne rešitve. Namreč, pa gremo kar reševati, pa bomo sproti videli. Tole enačbo imamo zdaj 2x minus 4. Kaj bi si želeli? Ja, želeli bi si, da tole minus 4 prestavimo na drugo stran. To pomeni, da bomo na obeh straneh 4 prišteli. Minus 4 plus 4 je nič, se pravi, ne bomo nič več pisali, na to stran bomo pa ničli prišteli 4. Se pravi, ko je šla minus 4 čez enačaj, smo dobili plus 4. Imamo zdaj 2x je 4, ker je tukaj krat 2. Rekli smo, obratna operacija je deljeno, damo deljeno z 2 in dobimo x je 2. Ta enačba ima lepo eno rešitev, točno določeno. X je 2 in samo ta x paše v to enačbo. No, naslednja enačba je pa tale. Tu imamo enačbo, kjer so x-i na tej in na tej strani, zato je dobro, da vse x-e nekako prestavimo na eno stran. Ponavadi smo vajeni na levo, ni pa nič narobe, če damo na desno. Tukaj je pozitivno, plus 2, zato ko bomo prestavili na to stran, je nasprotna operacija minus 2x. 2x minus 3 ostane pri enačbi od prej. Ko prestavimo 2x na drugo stran je minus 2x, 2x minus 2x se pa odštejeta oziroma izničita. Zdaj pa rešujemo, poenostavimo na levi strani. 2x minus 2x je nič, pa še minus 3 ostane. In dobimo minus 3 je nič. V takem primeru smo dobili nekaj, kar ne drži. Tole ne drži, ne? Zato ta nima rešitve. In to tudi napišemo. Ni rešitve. No, tukaj imamo pa problem. Namreč, x-i so različno potencirani. In tem enačbam rečemo razcepne enačbe. Razcepne so zato namreč, ker jih rečujemo s pomočjo produkta. In to je pa takole. Produkt ima eno lepo lastnost. Če imamo mi 2 krat 3 krat 5 krat nič, potem je to nič. Katerikoli izmed faktorjev je nič, pa bo produkt vedno nič. In zato mi take izraze, ki se drugače ne dajo rešiti, razcepimo. Če se spomnite, je to Vietovo pravilo, razstavljanje tročlenikov. X pa x damo v oklepaj, tu pa imamo minus 6. 2 krat 3 bo to, ker mora biti tamle minus je minus 3, pa plus 2 je nič. No, in tukaj vmes med oklepajem je krat. Zdaj pa dajmo tole pogledati. Tale del je en del, tole je pa drugi del. In tale enačba bo nič, kadar bo eden izmed faktorjev nič. Najprej pogledamo, kdaj bo x plus 2 enako nič. X plus 2 bo enako nič, ko bomo tole dvojko prestavili sem in bomo dobili x je minus 2. Pravi, prva rešitev je x je minus 2. Druga rešitev, x minus 3, mora biti nič, namreč to je drugi del faktorja in ko bo x dosegel, da bo tule noter nič, takrat bo vse skupaj tudi nič. In dobimo, ko minus 3 prestavimo na to stran, da to x je 3. Opala, malo grdo, ampak se boste videli, x je 3. Kaj se tu zgodi? Tukaj imamo dve dobri rešitvi. Dve rešitvi, no in potem še pa četrta. 3x plus 2 je 3x plus 2. Vidite, leva stran je popolnoma enaka desni. To pomeni, da pravzaprav niti ni važno, kaj ta x je. Vedno bo ta x lahko karkoli, ker je leva stran enaka desni, že kar sama po sebi. Zato je x element realnih števil, oziroma lahko napišete, vsi x-i so rešitev.
ne, kadar je leva stran enaka desni. Rešujemo in preoblikujemo tako dolgo, da dobimo levo stran enako desni. Tako, če zdaj povzamemo po teh kratkih rešitvah, kaj vse smo se naučili pri enačbah. Enačba se ohrani, če na obeh straneh enačbe prištejemo ali odštejemo isto število, ali pa če delimo ali množimo z od nič različnim številom. Rekli smo, da število nič pokvari zadeve. Enačba lahko ima več rešitev, več oblik rešitev, ne? Ali ima samo eno število, ali ima več števil za rešitev, ali ima neskončno števil, ali pa sploh nima rešitve. Zato se ne ustrašiti, vedno je kaka rešitev, pa tudi če je to, da ni rešitve, a ne. To, no, potem pa rekli smo še to, da za preoblikovanje enačb je izredno pomembno, da vemo nasprotne operacije in zato tabela nasprotnih operacij. Seštevanje je povezano z odštevanjem, množenje je povezano z deljenjem in potenciranje je povezano s korenjenjem. Še več se bomo ukvarjali potem s različnimi tipi enačb, ki pridejo z različnimi funkcijami. To pa je za enkrat dovolj znanja, da lahko rešujemo razne primere. In gremo kar vajam. Torej vaje. Reši enačbe. Zdaj, taka enačba je zelo preprosta. Nič ni treba upravljati oklepaje. Moramo nekako spraviti x na eno stran in števila na drugo. Tukaj imamo eno število, -1. Ko ga bomo prestavili na to stran, bomo prišteli število 1 na obeh straneh in bomo dobili 3x je 5 plus 1. Se pravi, ta -1, ko je šla na to stran enačbe, je postala plus 1. Sedaj imamo pa 3x je 6. Namesto tule napisala, bomo imeli malo več prostora. 3x je 6. 3x pomeni 3 krat x. Nasprotna operacija od množenja je deljenje. Zato bomo na obeh straneh delili s 3. Ko bomo tu delili s 3, bo ta trojka izginila. Tako smo si nastavili. 6 deljeno s 3 je pa 2. In rešitev te enačbe je 2. Tako. Pa gremo naslednji. Najprej odpravimo oklepaje. Naj bo to 3x minus 3 je 6. Potem prestavimo tole minus 3 na drugo stran, da bo na eni strani samo x, na drugi strani pa samo število. 3x je 6 plus 3. Se pravi, prišteli smo na obeh straneh 3. Poenostavimo. 3x je 9. 3x, to pomeni 3 krat x. Če hočemo dati trojko še na ono stran, da bo x ostal sam, delimo na obeh straneh s 3. In dobimo rešitev x je 9 deljeno s 3 je 3. Tako. Takle. Si tole enačbo malo prestavili, bomo lažje reševali. Zdaj,